Spoštovane in spoštovani, vabim vas, da z aplavzom v dvorano pospremimo rektorje in rektorice. Z nami je profesorica doktorica Desislava Stojanova Atanasova, rektorica Univerze Angel Kančev v Rusah, Bolgarija. Profesor dr. Radoslav Gajanin, rektor Univerze v Banja Luki, Bosna in Hercegovina. Profesorica doktorica Marta Kosior-Kazberuk, rektorica Tehniške univerze v Bilstoku, Poljska. Profesor Yvon Huguet, predsednik Univerze v Perpignanu, Via Dolomitija, Francija. Profesorica doktorica Donata Vianelli, rektorica Univerze v Trstu, Italija. Profesor dr. Roberto Pinton, rektor Univerze v Vidmu, Italija. Profesor dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Ljubljani, Slovenija. Profesor dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, Slovenija. Profesorica doktorica Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem, Slovenija. In profesor dr. Boštjan Golob, rektor Univerze v Novi Gorici, Slovenija. Spoštovane in spoštovani, prisluhnimo svečani himni Univerze v Novi Gorici. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, cenjene nagrajenke in nagrajenci, profesorice in profesorji, častni gostje in vsi obiskovalci, dober dan in prisrčno dobrodošli na svečani akademiji ob 30-letnici Univerze v Novi Gorici. Prav na ta dan, 24. septembra 1995, je bila na gradu Kromberk pri Novi Gorici podpisana pogodba o ustanovitvi Fakultete za znanosti o okolju, predhodnica današnje Univerze v Novi Gorici. S podpisom sta takratni župan mestne občine Nova Gorica, gospod Črtomir Špacapan,
in direktor Instituta Jožef Stefan, profesor dr. Danilo Zavrtanik, oba sta mimogrede tudi danes z nami v dvorani, zasadila pogumno, morda za mnoge celo drzno idejo. Danes je ta ideja resničnost, ki spreminja življenja generacij in oblikuje prostor znanja, inovacij in sodelovanja. 30 let Univerze v Novi Gorici je pomemben jubilej, mejnik, lahko bi rekli kar praznik. Zato smo veseli, da bomo ob tej svečani priložnosti podelili častne nazive Univerze v Novi Gorici in letos bo po 30 letih, drage gospe in gospodje, naziv častna doktorica prvič prejela dama, profesorica. Počaščeni in hvaležni pa smo tudi, da pomembnost naše univerze odmeva v širšem prostoru in da nocojšnji dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc Musar. In temu seveda lahko zaploskamo. Zdaj pa z velikim spoštovanjem k pozdravni besedi vabim nocojšnjega gostitelja. Z velikim aplavzom na oder pospremimo rektorja Univerze v Novi Gorici, profesorja dr. Boštjana Goloba. Dobrodošli. Spoštovani predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, podpredsednik Vlade Republike Slovenije, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, kolegice rektorice in rektorji univerz, spoštovani veleposlaniki in predstavniki veleposlaništva v Republiki Sloveniji, župani, državne svetnice in svetniki, državni sekretarji, direktorice in direktorji raziskovalnih inštitucij, predstavniki gospodarskih in kulturnih podjetij in združenj, prijateljice in prijatelji Univerze v Novi Gorici, drage sodelavke in sodelavci, v prvi vrsti pa cenjena nagrajenka in nagrajenci. Dobrodošli. Opravičujem se za zamudo, ki je posledica problematične avtocestne povezave med Ljubljano in Novo Gorico. Ob inauguraciji pred nekaj leti sem se spraševal, kaj pravzaprav predstavlja življenje neke inštitucije. Še vedno menim, da je vsaka institucija mozaik vseh ljudi, ki so jo gradili in prispevali k njenemu delovanju in razvoju. Ljudje prihajajo, vsak prispeva svoj košček, ki je edinstvene oblike in barve, in tako se mozaik gradi in bogati. 30 let za institucijo je malo. Za ljudi, ki so 30 let in več posvetili njenemu razvoju, pa veliko. In brez prispevkov posameznikov tudi institucije ni. Nekateri ti izjemni posamezniki so danes med nami, tudi med nagrajenci. V imenu institucije se jim zahvaljujem za to, da so ji vlili življenje in jo pripeljali v zrelo obdobje. Prav na to intimno zvezo med delom posameznikov in življenjem institucije nas opominja tudi okrasitev pročelja te zgradbe. Zgradbe, ki stoji tako rekoč neposredno na državni meji, v Evropi in širše edinstvenem območju somestja dveh mest, Nove Gorice in Gorice. Somestnega enotnega urbanega področja, ki se razvija brez vpliva nekdanje ločnice in področja, ki ga je prepoznala tudi Evropa, ter mu letos podelila naziv Evropske prestolnice kulture. 30 let je za institucijo malo, za posameznika sicer ne, a včasih potrebuje toliko časa ali še več, da mu nekateri pojmi postanejo jasnejši. Sam se pogosto, v zadnjem času vse pogosteje, srečujem z vprašanjem povezave med znanostjo in kulturo. Kulturo, tudi v povezavi z narodno identiteto, laiki pogosto enačimo le z umetnostjo, ali pa kot osnovo narodne identitete poudarjamo izključno jezik. Nobenega vprašanja ni, da slovenska narodna identiteta temelji na našem jeziku in na zgodovinskem loku slovenske umetnosti. Pa vendarle dovolite, da se vprašam. Je Valvazorjeva slava Vojvodine Kranjske,
delo, ki je slovensko zemljo in narod predstavilo in ukorenilo v evropskem prostoru. Znanstveno delo, nedvomno vsaj deloma, če ne v celoti. Ali pa Primož Trubar je snov za prvo slovensko knjigo Katekizem črpal s pomočjo znanja nemškega jezika in s poznavanjem naukov Martina Lutra in dela Filipa Melankotona. Katerakoli skupnost, ki se danes sooča s pomanjkanjem znanja v svoji sredini, je žal soočena s počasno degradacijo. Pripadniki take skupnosti, če le niso popolnoma izolirani od stikov z okolico in samozadostni, počasi tonejo med ohranjanjem interakcije in posledično svoje vloge v povezanem svetu. Zato sta znanost in znanje nepokrešljivi del kulture in kot taka sodita tudi med osnovne stebre narodne identitete. 30 let za institucijo je malo. Za ljudi je to veliko, zato si skušamo zamisliti krajše obdobje v prihodnosti. Napovedi strokovnjakov v obdobju 2028 do 2037 v Sloveniji predvidevajo letno približno 10 000 prostih delovnih mest, za katera je potrebna visoka izobrazba. V zadnjih letih približno tretjina teh delovnih mest ostaja nezapolnjena. Ali če povem drugače, vsako leto imamo za približno 3000 delovnih mest pomanjkanja visokošolskega znanja. Spoštovani, če znanje, kulturo in narodno identiteto povežemo s temi podatki, mar ne bi bilo pametno posebno skrb nameniti institucijam znanja v Sloveniji in jim, glede na to, da so te institucije samo v letošnjem letu poskrbele za 17 700 študentk in študentov z visokošolsko izobrazbo, ter vsako leto tudi za med 500 in 1000 novih doktoric in doktorjev znanosti, izkazati še večji posluh in zaupanje v njihovo delo. Toda še preden me predstavniki države pogledajo pregrdo, dovolite, da dodam. V zadnjih nekaj letih, posebej z implementacijo novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti ter sprejetjem novega zakona o visokem šolstvu, je slovenska akademska sfera dobila nov zagon, tudi ali morda predvsem finančnega. 30 let je za institucijo malo, pa vendar so tudi institucije v Sloveniji v zadnjih 30 letih doživele marsikatero spremembo. Zavedati se moramo, da je slovenski visokošolski prostor od vstopa v Evropsko unijo ter skoraj hkratne vzpostavitve bolonjskega sistema visokega šolstva popolnoma odprt v Evropo in si z njo deli tudi nekatere izzive. Eden teh je razdrobljenost, zaradi katere evropske univerze težko predstavljajo ustrezno protiutež večjim ameriškim in azijskim inštitucijam. Slovenske univerze skupaj s partnericami po Evropi naslavljamo ta problem z združevanjem v mednarodne mreže, tako imenovane Evropske univerze. V veliko veselje in čast mi je, da danes med nami gostimo tudi rektorje in rektorice Zavezništva Evropskih univerz Across, v kateri nas 10 članic, vse z obmejnih področji Evrope, skuša skupno obravnavati naše specifične probleme ter pravzaprav vzpostaviti enotno evropsko institucijo, ki bo gostila več kot 110 000 študentov. Razdrobljenost moramo preseči, ne le na evropski ravni, pač pa tudi na državni. Le če visokošolske in tudi druge raziskovalne inštitucije stopimo skupaj, lahko slovenski družbi omogočimo zadostno produkcijo znanja. Le s povezovanjem lahko skušamo doseči, kar nam trenutne danosti, geopolitične, kadrovske, finančne in druge, omogočajo. V Sloveniji vzpostaviti evropsko in širše prepoznan center visokošolskega izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti. 30 let je za institucijo malo. Zato morda ni presenetljivo, da si Univerza v Novi Gorici že od nastanka po svojih močeh prizadeva za zagotovitev pogojev, ki omogočajo izvedbo in razvoj njenih dejavnosti. V zadnjih letih smo na Univerzi v Novi Gorici ob pozornem spremljanju potreb študentk in študentov, sodelavk in sodelavcev ter spremljanju razvoja našega lokalnega okolja prišli do infrastrukturne strategije, ki je zaenkrat res da le ideja. Morda bo kdo rekel celo račun brez krčmarja. A če ljudje ne bi imeli takšnih ciljev,
verjetno pred 30 leti univerza ne bi bila niti ustanovljena. Zato nas navdaja izjemen optimizem. Ko si zamišljamo čezmejno usmerjen in v mesto odprt, trajnostno naravnan, vsestransko uporaben in ne nazadnje lep fakultetni center v Novi Gorici, povezan z namestitvenimi kapacitetami v Gorici in Rožni dolini. Preveva nas navdih, ko pripravljamo idejno zasnovo raziskovalno-razvojnih laboratorijev in centrov v Ajdovščini, v katerih znanstveniki in študenti bivajo in delajo v izjemno kreativnem okolju, z ramo ob rami s tehnološko prebojnimi podjetji. In ponosni smo, ko razmišljamo o nadaljevanju 100-letne tradicije, danes pa o znanstvenem pristopu k izkoriščanju tega, kar nam ponuja narava v dvorcu Lantieri v Vipavi. 30 let je za institucijo malo. Zlahka pa v tem obdobju prepoznamo prispevek izjemnih posameznikov k njenemu življenju. Dva od današnjih nagrajencev sta v prej omenjeni mozaik institucije vgradila osrednji bleščeči element. Oba prejemnika naziva zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici sta, vsak na svojem področju, pustila izjemen pečat na znanstveni odličnosti naše univerze. Poleg tega sta iz organizacijskega vidika ulila moč za njeno preobrazbo od začetne fakultete za znanosti o okolju do današnje polnokrvne univerze s 6 fakultetami in akademijami. Univerzo v Novi Gorici, kot vsako uspešno univerzo, v sodobnem svetu globalne znanosti odlikuje nujno potrebno mednarodno sodelovanje. Letošnjo prejemnico in prejemnika naziva častna doktorica oziroma častni doktor Univerze v Novi Gorici, poleg izjemnega prispevka za razvoj in mednarodno prepoznavnost znanstvenih aktivnosti in dosežkov naše univerze, povezuje tudi njun prispevek k razvoju znanosti in inovacij na njunih področjih v celotni Sloveniji. Vsem nagrajencem izrekam izjemno hvaležnost vseh sodelavk in sodelavcev ter tudi preteklih in prihodnjih generacij študentov univerze za njihov izjemen prispevek. 30 let je za institucijo malo, toda Univerza v Novi Gorici je v tem obdobju vendarle jasno pokazala, po kateri poti stopa in kakšen je njen potencial. Izkazala se je s svojo znanstveno odličnostjo in študijskimi programi, ki pomembno dopolnjujejo, bogatijo visokošolsko ponudbo v Sloveniji. Niti malo ne dvomim, da bo v naslednjih 300 letih univerza dodala nepogrešljiv prispevek pri zagotavljanju znanja slovenski družbi in ohranjanju narodne identitete, odpiranju enkratnega čezmejnega prostora, ki bo v prid študentkam, študentom, prebivalcem in obiskovalcem tega območja in kohezijski trdnosti slovenskih in evropskih institucij znanja. Ob koncu se zahvaljujem vsem sodelavkam in sodelavcem Univerze v Novi Gorici, sedanjim in preteklim, ki so univerzi omogočili prehojeno pot. Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici je pred nekaj dnevi na ogled postavila dela svojih študentk in študentov z naslovom Mi smo tu. Temu naslovu lahko dam le še In tu bomo ostali. Hvala. Profesor dr. Golob, najlepša hvala. K besedi pa zdaj ob spremstvu seveda vašega aplavza vljudno vabim gospoda Marka Lotriča, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Pozdravljeni. Spoštovani rektor Univerze v Novi Gorici, profesor dr. Boštjan Golob, podpredsednik vlade in minister urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti profesor dr. Peter Štih, direktorica za znanost Evropske vesoljske agencije profesor dr. Karel Manel, direktor za raziskave in računalništvo Evropske organizacije za jedrske raziskave CERN, profesor dr. Joachim Nih, župan mestne občine Nova Gorica Samo Turel, župan in pa
cenjeni rektorji slovenskih in precejšnje število tujih univerz, veleposlaniki in veleposlanice, župani, državne svetnice in svetniki, poslanci, dame in gospodje. Z velikim veseljem vas nagovarjam v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe kot predstavnik obrtnikov in podjetnikov, pa tudi seveda v svojem osebnem imenu, na današnji dan na svečani akademiji ob 30. obletnici Univerze v Novi Gorici. 30 let je doba, v kateri se je ta univerza razvila iz pogumne in vizionarske ideje Mestne občine Nova Gorica in Inštituta Jožef Stefan. Ugledno visokošolsko in raziskovalno ustanovo, ki deluje na 3 lokacijah: v Novi Gorici, Vipavi in Ajdovščini. Univerzo danes sestavlja 6 fakultet in Akademija umetnosti, ob njih pa deluje še 10 laboratorijev in centrov, kjer nastajajo pomembne raziskave in inovacije. Univerza v Novi Gorici je živi dokaz, da je na stičišču kultur ob slovensko-italijanski meji mogoče zgraditi živahno središče znanja, raziskovanja in umetnosti. S svojo odprtostjo in povezovalnim duhom univerza soustvarja razvoj regije, Slovenije in Evrope. Posebno simbolno težo ima dejstvo, da jubilejna akademija poteka prav v Novi Gorici, ki skupaj z sosednjo Gorico letos nosi naziv Evropske prestolnice kulture. Ti 2 mesti kažeta, da se znanost in umetnost, raziskovanje in ustvarjalnost lahko razvijajo z roko v roki, v dobro ljudi in lokalnega okolja. Današnji slavnostni dogodek dodatno zaznamujeta podelitev naziva zaslužni profesor, profesor dr. Gvidu Bratini in profesor dr. Mladenu Franku, ki sta svojima znanstvenima delom, pedagoško odličnostjo in dolgoletnim prispevkom k razvoju Univerze v Novi Gorici odločno zaznamovala razvoj univerze ter s svojim trdim delom utrdila njen položaj v slovenskem visokošolskem prostoru. Obema iskrene čestitke za prejem naziva zaslužni profesor. In podelitev častnih doktoratov 2 izjemnima osebnostima svetovne znanosti, profesor doktorici Carol Meynell, direktorici za znanost Evropske vesoljske agencije, ki svojim delom dokazuje, da raziskovanje vesolja ni le vprašanje znanstvene radovednosti, temveč tudi poguma in dokaz moči mednarodnega sodelovanja. Ter profesor dr. Joachimu Mnichu, direktorju za raziskave in računalništvo Evropske organizacije za jedrske raziskave CERN, ki s svojim znanjem vodi enega največjih raziskovalnih projektov človeštva, hkrati pa odpira vrata novim generacijam znanstvenikov tudi iz Slovenije. Obema prejemnikoma častnih doktoratov prav tako iskreno čestitam, da ob tem častnem priznanju, ki je izraz spoštovanja in zahvale za vajin izjemen prispevek k znanosti in človeštvu. Vajina pot in dosežki nas učijo, da znanstvena odličnost raste iz predanosti, raziskovanju, odprtosti inovacijam in vztrajnosti pri iskanju novih spoznanj. Tudi Slovenija danes vstopa v novo poglavje svoje znanstvene poti. Z nedavno pridobljenim polnopravnim članstvom v CERN-u in Evropski vesoljski agenciji smo dosegli zgodovinska mejnika, ki našim raziskovalcem, študentom in podjetjem odpirata dostop do najsodobnejših tehnologij, vrhunskih raziskovalnih projektov ter priložnosti na globalnem trgu. Članstvo v teh mednarodnih organizacijah je jasen dokaz, da Slovenija sodi ob bok državam, zavezanim inovacijam in napredku na vseh področjih. Da bi znali uresničiti vse ponujene priložnosti, potrebujemo jasno vizijo. Visoko šolstvo, ki je povezano z raziskavami in gospodarstvom, ne le na papirju, temveč v praksi, z razvojem novih tehnologij, s prenosom znanja v podjetja in inovacijam, ki nastajajo v sodelovanju z industrijo, ter z mladimi, ki že med študijem aktivno sodelujejo v raziskovalnih projektih in se pripravljajo na izzive sodobnega sveta. Univerza v Novi Gorici je v 3 desetletjih prepričljivo dokazala, kako dragocen je tak model, saj uspešno združuje lokalno pobudo,
nacionalno podporo in mednarodno odprtnost v konkretne raziskovalne preboje, sodelovanja z gospodarstvom ter odlično izobražene diplomante. Naj bo današnje praznovanje ne le pogled nazaj, temveč pogled vnaprej. V imenu Državnega sveta Republike Slovenije vam ob tem jubileju izrekam iskrene čestitke. Univerzi v Novi Gorici želim še mnogo uspešnih desetletij, novih raziskovalnih prebojev, bogatih mednarodnih povezav in predvsem ustvarjalnih mladih, ki bodo svojim znanjem in pogumom prispevali k napredku Slovenije. Hvala lepa. Spoštovani gospod Lotrič, najlepša hvala za vaše besede in lepe želje. Da lahko Slovenija brez dvoma postane ena od vodilnih evropskih raziskovalnih sil, pa je prepričan minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič. Spoštovani minister, vljudno vabljeni k besedi. Hvala lepa za besedo. Gotovo drži, sem prepričan. Spoštovani predsednik Državnega sveta, kolega, minister, podpredsednik vlade, predsednik akademije, župan, seveda naš gostitelj današnji, rektor Univerze v Novi Gorici, cenjena nagrajenka, cenjeni nagrajenci, prejemniki priznanj, rektorice, rektori, vsi ostali visoki gostje. Res veliko zadovoljstvo mi je, da vas lahko na tej svečani akademiji ob dnevu univerze in pa seveda ob pomembnem jubileju, ob 30-letnici lahko pozdravim tudi v imenu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Sama Univerza v Novi Gorici ima zame poseben pomen. Ne samo to, da je lahko bi skoraj rekel, med starejšimi univerzami v Sloveniji, še posebej glede na zadnje trende. Predvsem bi izpostavil tudi dejstvo, da to ni javna univerza, ne bom rekel, da je zasebna univerza, to je zame nejavna univerza, izhaja iz lokalnega okolja, vemo, da je ustanoviteljica Mestna občina Nova Gorica in pa seveda predvsem Inštitut Jožef Štefan. Zakaj izpostavljam ta status javno, nejavno, zasebno? Zato, ker sem prepričan, da to ni najpomembnejša stvar, kadar govorimo o univerzah. Pri univerzi velja samo en kriterij in to je znanstvena odličnost. Samo to je pomembno in tukaj v primeru Univerze v Novi Gorici gre za pomembno sporočilo in pa prenos znanja, ki se je zgodil že pred 30 leti, dejansko s prenosom tega znanja iz največjega inštituta, ki ga imamo v Sloveniji, z Inštituta Jožef Štefan. Želim poudariti, da ko nekako zagovarjamo koncept odličnosti, ne gre za kakršnokoli nasprotovanje različnim ustanoviteljskim oblikam, ali je to zasebna, nejavna, javna, ampak predvsem želim izpostaviti, da je univerza globalna inštitucija. Ne gre za vprašanje, ali sodi univerza v vsako regijo, vsako mesto, gre predvsem za vprašanje najvišje možne kakovosti. Pred kratkim je bil sprejet zakon o visokem šolstvu, rektor je to omenil. Jaz sem prepričan, da s tem novim zakonom smo za Slovenijo postavili zelo jasne, solidne temelje razvoja celotnega visokošolskega prostora, bom rekel, vsaj za naslednjih 15 let. Pričakujem seveda, da se bo ta zakon tudi razvijal naprej, da je treba sprejeti določene podzakonske akte, ampak spet gre za to, da ne želim oziroma ne sprejemam teze, da država ne sprejema druge univerze, ki niso javne univerze. To zanikam. Osebno se spomnim, sodeloval sem pri pripravi programa nacionalnega programa o visokem šolstvu. Tukaj so tudi kolegi, nekateri so še rektori, nekateri so bili takrat rektori, jaz tudi. In takrat se spomnim, da smo jasno zapisali, visokošolski sistem v Sloveniji temelji na javnem šolstvu, na javnem visokem šolstvu, ključno s komplementarno vlogo zasebnih univerz. In tega se držimo in temu sledimo. Jaz sem vesel, da smo
po praktično 30 letih, praktično od ustanovitve naše države, prišli do popolnoma novega zakona o visokem šolstvu, ki ureja marsikaj, kar bi morali urediti že zdavnaj. In če se najprej dotaknem, pa mislim, da ni to najpomembnejši del samega zakona, če se najprej dotaknem koncesij, mi ne ukinjamo koncesij, želimo pa vzpostaviti zelo jasen sistem, da se ve, kako se koncesija pridobi. Tega do zdaj nismo imeli. In še enkrat, koncesija naj bo funkcija kakovosti kateregakoli visokošolskega zavoda. Če grem naprej, pri zakonu o visokem šolstvu je zame najpomembnejši tisti del, ki govori o financiranju. Jaz sem tudi v tej široki delovni skupini rekel, to je moja naloga, se pravi, kako bomo zagotovili ustrezno financiranje visokega šolstva, vaša naloga, naloga delovne skupine, v kateri so bili vsi, od rektorjev, raziskovalcev, študentov, gospodarske zbornice in lahko bi še našteval, vaša naloga pa je, da zapišete zakon, kakršnega si želite. In to je nastalo po 2 letih in pol usklajevanja in izredno sem vesel, da sem tudi jaz uspel v tej zgodbi z pomembnim načinom financiranja visokega šolstva v naslednjih letih. Poglejte, ocenjujem, da smo trenutno, če ne štejem direktno investicije na področju visokega šolstva, na rangu 0,6 do 0,7% BDP-ja. Trenutno. Cilj v zakonu je 1,5%. To je več kot 2-krat več. In tukaj je zame največji pomen tega novega zakona in ne glede na tiste redke kritike, ki so prihajale v smislu, da želimo delovati proti neki skupini univerz, sem prepričan, da je velik delež te akademske skupnosti ta zakon sprejel kot svojega. In vedno se spominjam vseh komentarjev, tudi rektorjev, vsi so rekli, da podpiramo, ampak imamo pa še neke stvari, ki bi jih mogoče lahko bolje uredili, ampak ni bilo možno, ker smo iskali nekakšen skupni kompromis. Še nekaj zadev je v tem zakonu, gotovo lahko omenim, mogoče tudi najbolj sporen del, ki govori o tako imenovanem časovno prilagojenem študiju. Zanimivo, pa se bom spet vrnil nekajkrat, kakovost, kakovost, kakovost. Če nekdo izvaja študijske programe po skrajšanem postopku, bilo je omenjeno, da potrebujemo kadre. Ne potrebujemo ljudi z diplomami, potrebujemo ljudi z znanjem, ne samo z diplomami. In tukaj se želimo držati tega. Poglejte, na resni fakulteti, če nekdo študira in redni študent s težavo opravlja študijske obveznosti, ko samo študira, nihče me ne bo prepričal, da nekdo, ki je redno zaposlen, ki je v službi, lahko redno študira tako kot redni študent. In to je glavni namen spremembe časovno prilagojenega študija. Se pravi, da študent, ki vemo, da je seveda v službi, lahko svoj študij prilagodi in neke obveznosti 1 leta opravi v 2 letih. In ne vem, zakaj bi bil to takšen problem, razen seveda, če izključimo možnost, da si prej mogel 2-krat plačati polno šolnino, ker prvič ti ni uspel, da bi končal letnik, da boš pa plačal najprej polovico, pa potem še drugo polovico. Torej, da ne bom mogoče zašel na kakšne poti, ki niso toliko pomembne, še enkrat zagovarjam kakovost in če nek študijski program akreditiran, se mora izvajati točno tako, kot je akreditiran, v polnem obsegu, ne pa 1/3. Tudi to so bili promocijski prijemi nekaterih. Torej, želim izpostaviti, da namen spremembe tega naziva dobesedno časovno prilagojen študij, ki je izredni študij, oziroma temu lahko rečemo študij ob delu, ostaja in sem prepričan, da zagotavlja boljše pogoje za študente, da dokončajo ta študij, če so se odločili, da želijo pridobiti dodatno izobrazbo v času, ko so že zaposleni. Dalje bi izpostavil predvsem povezavi z gospodarstvom in uvajamo mikrodokazila. To je koncept, ki mislim, da je Slovenija med prvimi državami, ki to ureja na državni ravni. Ne na način, da bomo zdaj nove akademije ustanavljali, da bojo izvajale izobraževanja na področju mikrodokazil. Mi smo rekli, da so za to najbolj usposobljene univerze.
Univerze so tiste, ki imajo strokovnjake, zunanji deležniki, predvsem gospodarstvo, so pa tisti, ki bojo določali vsebine in bojo povedali, katere vsebine pričakujejo od svojih zaposlenih, da univerze pripravijo ustrezne programe in se potem izvajajo izobraževanja na področju mikrodokazil. Še enkrat zavračam koncept, da bo nekdo z določenim številom mikrodokazil pridobil formalno izobrazbo. To ni bil namen in to tudi jasno piše v zakonu. Gotovo smo se dotaknili področja jezika, uporabe tujega jezika, bilo je veliko razprav tudi z akademijo in vesel sem, da smo spremenili, obstajajo možnosti, jaz pa zdaj pravim, seveda niso vsi zadovoljni, pravim, dvignimo število tujih študentov in bomo potem videli, kje smo in kako lahko zadevo še izboljšamo. Se pravi, zame osebno je tudi poleg tega zakona o visokem šolstvu narejen izredno pomemben korak naprej glede bodočega razvoja. Izpostavil bi tudi drugi zakon, novelo o znanstveno-raziskovalni inovacijski dejavnosti, ki dejansko tudi dviguje že prej dobro definirano rast do 1%, da smo to dvignili še na 1,25% BDP-ja. In še enkrat poudarjam, v tem mandatu so se vlaganja v znanost podvojila. Zanimive so mi razprave, kaj je zdaj vir? A so evropska sredstva dovolj dobra za vlaganje v znanost ali ne? A je integralni proračun Ministrstva za gospodarstvo dovolj dober za vlaganje v inovacije ali mora biti vse v integralnem proračunu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije? Meni so te razprave izredno zanimive. Zakaj nas zanima, od kje prihaja denar, če imamo jasno definirane številke, kaj moramo doseči? In pa še to, bodimo iskreni, mislim, da vsi želimo, da bomo čim prej dobili manjša kohezijska sredstva, ker to pomeni, da se razvijamo in da bomo presegli evropsko povprečje. Ta sredstva se bo zmanjševala. Številke, ki so zapisane v zakonu, ostajajo. In seveda, če ne bo toliko evropskih sredstev, bo treba povečati vlaganja iz integralnih sredstev. In zame je to univerzalna rešitev in se mi zdi popolnoma brezpredmetno danes razpravljati, kateri denar je dovolj dober za bodoči razvoj. Mogoče na kratko samo še nekaj o inovacijah, inovacijskem indeksu. Teh indeksov je kar nekaj. Jaz bi tako predlagal, tudi skupaj z gospodarsko zbornico, ker inovacijski indeks je pa že tisti del, ki gotovo direktno zadeva tudi področje gospodarstva. Vsak indeks ima številne kriterije. Lahko pri vsakem indeksu glede uvrstitve Slovenije pogledamo, kje smo dobri, pa kje smo manj dobri. Jaz vam zagotavljam, za tiste indekse, ki jih jaz poznam, smo najboljši pri znanosti, znanstvenih objavah, visoko izobraženem kadru, največje število doktorjev znanosti na prebivalca in tako naprej. Ne bom pa našteval, kje nismo tako dobri. Pa ne vem, če je vlada kriva za vse. Če nekdo v gospodarstvu premalo vlaga v razvoj, potem ne moramo pričakovati, da je nekdo drug kriv. Jaz sem prepričan, tudi predsednik Državnega sveta, ki ima bogate podjetniške izkušnje, ve, da tehnološko podjetje se razvija samo, če se intenzivno vlaga v razvoj. In to je osnovni koncept in temu moramo slediti. Se pravi, če želimo izboljšati te uvrstitve, je treba narediti natančno analizo, si razdeliti naloge, kdo odgovarja za katere kriterije in potem bomo videli, kam se bomo uvrstili. In pa še zelo kratek komentar. Evropski inovacijski indeks, Slovenija je ostala na istem mestu. Pa ne zato, ker ne bi napredovala. Tisti, ki je natančno pregledal te indekse, Slovenija na 3., 4. mestu po rasti točk. Ampak nekateri so bili še boljši. Se pravi, vsaj 2 državi sta bili pred nami, Irska in Malta. In lansko leto je bil Ciper pred nami, letos je Malta prehitela in Ciper in Slovenijo. Se pravi, napredujemo, je pa res, da je treba globalno tekmovati. Tako kot so univerze globalne inštitucije, ni dovolj, da si prvi v Sloveniji, ni dovolj, da si prvi v regiji, moraš biti konkurenčen v svetovnem merilu. In to je osnovno poslanstvo. In še enkrat, imamo 2 zakona, novelo zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, imamo popolnoma nov zakon o visokem šolstvu,
in mislim, da so to odlični pogoji za nadaljni razvoj visokega šolstva in pa znanosti. Ne želim biti provokativen do rektorja, novinarji me sprašujejo, ali podpiram namero Univerze v Novi Gorici, da postane javna univerza. Sem rekel da, če res to želijo, in čakam, da se odločijo. Tudi v kontekstu dogajanja v Novem mestu, poglejte, spraševali so me, koliko univerz je lahko v eni državi. Zakaj je to pomembno, koliko univerz? Jaz bom spet rekel, pomembno je, koliko dobrih univerz imamo v državi. Potem je tudi naslednje vprašanje, zakaj je številka pomembna. Če bi samo Univerza v Ljubljani, ki je bila še pred 20-30 leti v rangu 60.000 študentov, razdelili na 4 solidne univerze, kot je recimo Maribor, letos ranga 15.000 študentov, me bo rektor popravil, če sem se zgrešil pri številki, se pravi, bi lahko imeli 4. Zakaj je pomembno, koliko univerz imamo? Dajmo gledati, koliko imamo dobrih univerz. In tudi, če kratko komentiram dogajanje v Novem mestu, poglejte, bilo je razpršeno 8 različnih fakultet v Novem mestu, ki bojo zdaj skupaj z raziskovalnim inštitutom Rudolfovo prišli pod isto streho. Ta streha je nova javna univerza v Novem mestu. In sem prepričan, da so s tem izpolnjeni pogoji, da se bo zdaj šele normalno začel razvijati, ker so dosegli nasičenje glede te razdrobljenosti in za konsolidacijo visokošolskega prostora mi dejansko ustvarjamo dobre pogoje za naprej. Da ne bom predolg glede na to, da sem kriv za to zamudo, na srečo nisem jaz pristojen za infrastrukturo v državi, ampak samo za visoko šolstvo in znanost in inovacije. Gotovo še enkrat moje iskrene čestitke Univerzi v Novi Gorici za jubilej, častitljiv jubilej, 30 let. Rektor sem štel, ne nisem štel, velikokrat omenil, a je veliko 30 let ali je malo. Jaz bom rekel, da prihajate v zrela leta, gotovo, in mislim, da se vam obzorja šele dobro odpirajo. In pa želim vam tudi dobro odločitev glede vašega nadaljnega statusa v prihodnje. In pa na koncu iskrene čestitke predvsem nagrajenki, nagrajencem, vsem prejemnikom priznanj, nagrad za vaše odlično delo. Vi ste predpogoj za to, da rečemo, da je Univerza v Novi Gorici odlična univerza. Hvala. Spoštovani minister, najlepša hvala. Ja, že profesor dr. Golob je prej povedal, kako pomembno je povezovanje znanosti in kulture, zato je na današnji slovesnosti z nami z umetniško interpretacijo besedil posebna gostja, diplomirana gledališka igralka, magistra umetnosti, gledališka režiserka in tudi dolgoletna pridružena profesorica za scenaristiko na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici, predvsem pa pobudnica ideje in vodja kandidature za našo brezmejno Evropsko prestolnico kulture GO 2025. Z nami je gospa Neda Rusjan Bric. Dobrodošli. Znanje. Tisto osnovno znanje je zavedanje, da ne vem ničesar. Ta modrost temelji na priznanju meja lastnega znanja in na odprtosti za učenje, kar ponavadi imenujemo tudi Sokratov paradoks. Način znanstvene ustvarjalnosti je v svojem bistvu enak tistemu v umetnosti. Preplet simetrije in asimetrije imata osrednjo vlogo tako v znanosti kot v umetnosti. Tudi znanstvenik na poti do novih dognanj, pri pripravi poskusov in obravnavi njihovih rezultatov, pri snovanju modelov in teorij občuti nemir, zadoščenje, pa tudi lepoto. Astrofizika ni astrologija. Je pa bila slednja pomembna pri razvoju prve skozi kulturni razvoj družbe. Douglas Adams, znameniti avtor znanstvene fantastike, je napisal: v astrologiji so iz nekega razloga pravila povezana z zvezdami in planeti. Lahko pa bi bila povezana tudi z racami,
in Racmani, pa ne bi bilo nobene razlike. Torej, kot vidite, astrologija nima nič opraviti z astronomijo. Opraviti ima le z ljudmi, ki razmišljajo o ljudeh. Ni zgolj jezik osnova narodne identitete. Tudi s pomanjkljivim znanjem je narod zapisan na zadovanju. Ali kot je rekel Nelson Mandela, izobrazba je najmočnejše orožje za izboljšanje sveta. Odnos do okolja in predvsem znanstveni pristop do njegovih sprememb je zrcalo naše družbe. Na koncu bomo ohranjali le tisto, kar ljubimo, ljubili le tisto, kar razumemo, in razumeli le tisto, kar smo bili naučeni. Tako pravi Baba Dione, inženir gozdarstva iz Senegala. Skupni so nam protoni in beljakovine. Enaki po vsem svetu, predstavljajo resnično osnovo naše skupne kulture. Pravi kraljevi astronom Martin J. Ritz, Lord Ludlow, kar pomeni, da na mikronivoju, ki ga je razkrila znanost, naše skupne kulturne korenine temeljijo na enaki zgradbi, protonih, in enakih temeljnih lastnostih, beljakovinah. Težko je človeka karkoli naučiti. Lahko mu le pomagamo, da to odkrije sam v sebi. Izrek, ki ga pripisujejo Galileju, v resnici pa je zgodovinsko gledano nemogoče, da bi bil njegov. Bistvo izreka pa nedvomno velja. Kar izkusimo sami, je globje kot karkoli, kar nam je bilo zgolj podano. Hvala gospe Rusjan Bric za čudovito interpretacijo in pa seveda je ta aplavz veljal tudi za videoanimacijo, ki je spremljala prebrana besedila, pripravila pa jo je videastka Polona Zupan, tudi alumna Akademije umetnosti naše univerze. Ko je bila pred 30 leti ustanovljena Univerza v Novi Gorici, je prinašala novo upanje za regijo in nove priložnosti za Slovenijo. Danes je s svojim raziskovalnim delom peta v svet, a še vedno globoko povezana s krajem, v katerem je zrasla. Spoštovane in spoštovani, sledi podelitev naziva zaslužni profesor oziroma zaslužna profesorica Univerze v Novi Gorici. Senat Univerze v Novi Gorici je na seji dne 14. maja 2025 sklenil, da naziv zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici, profesor emeritus, prejme profesor dr. Gvido Bratina za izjemen znanstveni prispevek na področju dvodimenzionalnih materialov in organskih polprevodnikov, s katerim je uveljavil Univerzo v Novi Gorici kot odlično raziskovalno institucijo v svetu ter trajen pečat, ki ga je pustila pri uvajanju novih študijskih programov in razvoju univerze kot celote. Gospod Bratina, dobrodošli. Na oder pa bova zdaj povabila še profesorja dr. Matjaža Valanta, prorektorja za trajnostni razvoj in tehnologije, da poda obrazložitev. Spoštovane, spoštovani, dosežki profesorja Bratina na področju izobraževanja in raziskovanja so številni in raznovrstni. Rezultati njegovih raziskav na področju dvodimenzionalnih materialov ter organskih polprevodnikov pa so prispevali k napredku znanja v svetovnem merilu. Raziskovalne izkušnje je pridobival v slovenskem in mednarodnem akademskem prostoru, pa tudi v industriji.
Nad organskimi polprevodniki se je navdušil na podoktorskem usposabljanju v ZDA in pridobljeno znanje zelo uspešno prenesel na raziskovalno skupino Laboratorija za fiziko organskih snovi Univerze v Novi Gorici. Ta laboratorij je tudi vodil. Med pomembnejšimi odkritji, pri katerih je sodeloval, je razkritje mehanizma prevodnosti naboja v mešanicah dveh ali več različnih organskih polprevodnikov. Sodeloval je tudi pri odkritju hitrih organskih fotodetektorjev, ki imajo velik dinamičen razpon in so zgrajeni na osnovi organskih polprevodniških nanožic. Od leta 2010 se osredotoča na področje elektronskih lastnosti grafena in drugih dvodimenzionalnih materialov. Za Univerzo v Novi Gorici sta temeljnega pomena tudi njegov prispevek k uvajanju novih študijskih programov ter vodstveno delo v vlogi dekana Fakultete za aplikativno naravoslovje in prorektorja za raziskave in umetnost, ki pušča trajen pečat na dejavnosti univerze. Profesor Bratina je pripravil in 11 let vodil podiplomski študijski program karakterizacije materialov, 13 let je bil dekan Fakultete za aplikativno naravoslovje, kjer je vodil pripravo in izvajanje študijskega programa inštrumentacija ter vodil prenovo inštrumentacije v aplikativno fiziko v okviru bolonjske reforme študijskih programov. S tem je postavil temelje današnje Fakultete za naravoslovje, ki se danes lahko pohvali že z več kot 50 diplomanti. Leta 2009 je postal prorektor za raziskave in umetnost ter kot prorektor deloval do leta 2022. Kljub številnim vodstvenim obveznostim je profesor Bratina redno poučeval na vseh študijskih stopnjah in bil priljubljen predavatelj med študenti. Bil je mentor več dodiplomskih in magistrskih del ter 8 doktorandom. Profesor Bratina je leta 2009 prijel priznanje Primorski za uspešno uvajanje vrhunskega znanja v prakso na področju organskih polprevodnikov. Leta 2018 pa je dobil Preglovo nagrado za izjemne dosežke v znanosti. Čestitamo. Profesor dr. Boštjan Golob, vljudno vabljeni, da profesorju dr. Vidu Bratini podelite naziv zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici, mi pa bomo tale aplavz seveda še podaljšali. Da bodo fotografije še lepše, vabljena, da stopite korak naprej, tako, ker to bo šlo v zgodovino, kaj ne? A jim še enkrat zaploskamo, pa dajmo. Ja. Profesor dr. Bratina, iskrene čestitke in seveda vljudno vabljeni k zahvalni besedi. Spoštovani rektor, spoštovani bivši kolegi, dragi prijatelji Univerze v Novi Gorici. Iskreno se zahvaljujem članom Senata Univerze v Novi Gorici za podeljen naziv. Lepa hvala tudi profesorju Valentu za prijazno obrazložitev. Ta naziv posvečam ženi Adriani in sinu Teodorju, ki sta mi vsa leta službovanja stala ob strani. Zaslužnemu profesorju ostanejo v glavnem spomini. Mojih 27 let na tej ustanovi je minilo kot blisk in vse skupaj se počasi prekriva z vedno gostejšo kopreno. Kljub temu se še precej jasno izrisujejo nekateri dogodki. Ne vem, zakaj prav ti, ki so tako ali drugače zaznamovali moje bivanje na univerzi, pa tudi njen značaj in pot po časovni premici. Dovolite mi, da se dotaknem dveh. Sončnega dopoldneva leta 1997 je na parkirišče ob stavbi propadlega uvozno-izvoznega podjetja, kjer je Fakulteta za znanosti o okolju strani občine Nova Gorica dobila svoje prve prostore, pripeljal tovornjak
z meni takrat najdragocenejšim tovorom, odsluženo opremo s fotone. Vakuumski naparjevalnik, elipsometer, nekaj vakuumskih priključkov, par starih merilnih inštrumentov. Vse skupaj smo znosili v prazno sobo v prvem nadstropju, pisarno, v kateri bi z lahkoto našli prostor za nekaj računovodij. In nastal je takratni laboratorij za epitaksijo in nanostrukture, ki se ukvarjal z elektronskimi, optičnimi in morfološkimi lastnostmi takrat povsem novih materialov, organskih polprevodnikov. Na ta način, se pravi s prihodom znanstvenice ali znanstvenika, katerega načrti so presegali vse realne okvire, njegova ali njena energija pa je pluskala čez rob, je fakulteta širila nabor znanstvenih področij in s tem omogočila nastanek Politehnike Nova Gorica. Delovali smo ob maksimi, da nimamo poklicnih učiteljev, ampak vrhunske znanstvenike, ki skrbijo tudi za pedagoško delo na vseh 3 stopnjah akademskega izobraževanja. Časovni trak odvijemo za 10 let naprej. Oblačno popoldne z burjo, ki spremlja otvoritev. Seveda smo v Ajdovščini, kjer se veselimo novih prostorov Univerze v Novi Gorici. Tokrat smo lahko prvič sami odločali o ureditvi poslopja. V mansardi kabineti, v prvem nadstropju predavalnice in v pritličju raziskovalni laboratoriji. Tja smo preselili nekaj raziskovalnih enot, fakulteto za aplikativno naravoslovje in šolo za vinogradništvo in vinarstvo. V začetku je bilo poslopje precej prazno, a s prihodom novih sodelavcev so se prostori v nekaj letih zapolnili do te mere, da je danes vsak uporaben kvadratni meter zaseden. Vzpostavil se je vzorec, kako je Univerza v Novi Gorici pridobivala potrebne prostore. Ker smo bili učinkovito odrinjeni od proračunskih sredstev, ki omogočajo investicije v univerzitetno infrastrukturo, smo se tesneje povezali z lokalnimi skupnostmi. Nekatere so razumeli, da predstavlja prisotnost univerze v kraju mnogoterem demografske, sociološke in finančne prednosti. Zgledu občine Ajdovščine in mestni občini Nova Gorica je kmalu sledila še občina Vipava z dvorcem Lantieri. S tem se je utrdila prisotnost univerze po celi Vipavski dolini, od Nove Gorice do Vipave. Take razmere so seveda daleč od prednosti, ki jih nudi enovit kampus in še vedno včasih predstavljajo organizacijski izziv. Obenem pa to daje svojevrsten akademski pečat po krajini, kateri zaščitni znak so vinogradi, sadovnjaki in čudovita narava. Ta dva prizora kažeta, da je mogoče iz, na prvi pogled, brezizhodnih okoliščin z dovolj vztrajnosti in poguma in jasno vizijo postaviti tako trdno hišo, kot je naša univerza, ki na znanstveni, pedagoški, politični in finančni buri vztraja že 30 let. Želim mi, da bi bila ob 300. obletnici še vedno tako polna načrtov in znanstvene odličnosti kot danes. Trenutnemu vodstvu pa želim ogromno energije in poguma pri nadaljnjem delu, predvsem pa potrpežljivosti. Če smo dovolj vztrajni, na videz še tako majhni koraki privedejo do pomembnih ciljev. Ne pozabimo, univerza je tu za mnogo dalj časa, kot smo mi. Hvala. Profesor dr. Bratina, še enkrat iskrene čestitke. Senat Univerze v Novi Gorici je na seji dne 14. maja 2025 sklenil, da naziv zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici, profesor emeritus, prejme profesor dr. Mladen Franko za izjemen prispevek k vzpostavitvi in poznejšemu razvoju Univerze v Novi Gorici, še posebej pri vzpostavitvi pedagoške vertikale in znanstveno-raziskovalne dejavnosti na področju znanosti o okolju, ki združuje in izobražuje raziskovalce iz Slovenije in tujine. Gospod Franko, ljudno vabljeni. Obrazložitev pa bo prebrala profesorica doktorica Penka Stateva, prorektorica za izobraževanje in umetnost, ki jo seveda vljudno vabim k besedi.
Spoštovane, spoštovani. Profesor Mladen Franko svojo večdesetletno predanostjo univerzi sooblikoval identiteto in rast naše ustanove. Od njenih prvih zametkov, prve mednarodne podiplomske šole v Sloveniji, nato Politehnike Nova Gorica, pa do današnje Univerze v Novi Gorici, ki je v vseh teh letih postala uveljavljen član čezmejnega, slovenskega in evropskega akademskega prostora. Bil je pomembna osebnost pri vzpostavitvi okoljske znanstvene vertikale na naši univerzi, ki danes združuje in usposablja raziskovalce iz Slovenije in tujine. Soustvaril pa je tudi temelje drugih, danes samostojnih raziskovalnih in pedagoških enot na Univerzi v Novi Gorici, ki so vzniknili iz okoljske znanstvene osnove in so danes pomemben del univerzitetne raziskovalne in pedagoške odličnosti. Opravil je številne vodilne funkcije na Univerzi v Novi Gorici in jih spretno prepletal z raziskovalnim in pedagoškim delom. Izjemen pa je tudi njegov prispevek v usposabljanju novih znanstvenikov. Njegova bibliografija vključuje kar 16 mentorstev doktorandom in 6 mentorstev na magistrski ravni. Predano je mentoriral tudi študente na dodiplomski ravni. Vse od ustanovitve Univerze v Novi Gorici pa do leta 2022 je deloval tudi kot prorektor za izobraževanje, dolga leta tudi kot vodja največjega in najstarejšega laboratorija na univerzi, laboratorij za vede o okolju in življenju. Bil je tudi dekan Fakultete za znanosti o okolju in direktor podiplomskega programa znanosti o okolju, profesor in nosilec številnih predmetov, obenem pa je vodil in bil vključen v številne nacionalne in mednarodne projekte znanstvene in pedagoške narave. Profesor Franko je tudi prejel častni doktorat Azerbajdžanske državne kmetijske univerze. Profesor Franko je bil pomemben snovalec doktorskega in magistrskega programa znanosti o okolju ter poznejših različic dodiplomskega in magistrskega študija na tem področju. Pomembno vlogo je imel tudi pri oblikovanju številnih drugih študijskih programov ter pri zagotavljanju pedagoške odličnosti. Njegov prispevek k razvoju znanstvene in pedagoške infrastrukture na področju okoljskih znanosti in ved o življenju na Univerzi v Novi Gorici je res izjemen. Na univerzi je vedno deloval kot akademik v najširšem pomenu. Soustvarjal je strukture, ki omogočajo raziskovalno in pedagoško odličnost ter prispevajo k nacionalni in mednarodni prepoznanosti Univerze v Novi Gorici. Bil je med tistimi, ki so s vztrajanjem in predanim delom gradili samostojno, ugledno univerzo, vpeto v slovensko in svetovno akademsko skupnost. Svoje znanja, izkušnje in povezave je nesebično prenašal na mlajše kolege. Njegova znanstvena radovednost, strokovna doslednost in pripadnost univerzi so pripomogli k temu, da danes številni njegovi sodelavci zasedajo vodilne položaje doma in v tujini. Kot mentor in sodelavec je s svojim zgledom spodbujal ne le strokovno rast, temveč tudi etičnost, spoštovanje in predanost skupnemu znanstvenemu cilju. Najlepša hvala profesorici, vljudno pa ponovno vabim profesorja doktorja Goloba, da profesorju doktorju Mladenu Franku podeli naziv zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici.
In še bomo ploskali, ker si profesor dr. Franko to zasluži. Iskrene čestitke in seveda vabljeni k zahvalni besedi. Spoštovani visoki zbor, cenjene kolegice in kolegi, veliko čast mi je, da lahko sprejmem ta visok naziv, ki ga podeljuje Univerza v Novi Gorici. Je pa staremu profesorju mogoče malo nevarno dajati besedo v takih prilikah, ker prvič lahko začuti zadnjo priložnost, da kaj preveč pove. Z 30 letih tudi ne osivijo samo lasje, ali kateri odpadejo, tudi dlake na jeziku se malo obrusijo in lahko se tudi zgodi, da sredi stavka govorec pozabi, kaj je na začetku mislil povedati. Da se to ne bi zgodilo, dovolite, da se najprej zahvalim predlagateljem, senatu in vsem, ki ste predlog podprli. Seveda tudi prorektorici profesor Penki Statevi za predstavitev, za moj okus s kakšnim superlativom preveč, pa mogoče tudi gledan preveč skozi perspektivo funkcije, ki jo opravljava oba, to je funkcija prorektorja za izobraževanje. Zato bom v moj niz dogodkov dodal tudi kakšen dogodek po vzoru profesor Bratine, kakšen dogodek iz te druge strani, znanstvene strani, kot je profesor Bratina omenil in poudaril. V tistih časih vsaj še je veljalo, da smo najprej vsi znanstveniki in raziskovalci in da iz tega črpamo znanje, ki ga potem seveda prenašamo skozi študijske programe na študente. 30 let pogleda nazaj je seveda lahko zelo prijetno in vzbuja prijetne občutke. Če se človek spomni, kako je točno 30 let nazaj sedel ob mizi uglednih profesorjev, ki so takrat tvorili znanstveni svet, takratnega župana in potem kasnejšega predsednika in služil kot neke vrste zapisničar in skrbel, da so vsi pravi dokumenti na mizi, pa potem v končni fazi do funkcije prorektorja. Seveda veliko stvari se je zgodilo še na tej poti in to je bil, jaz vidim to kot poseben privilegij, da smo imeli to možnost, da smo pisali prve študijske programe, recimo z področja okolja, ki v Sloveniji praktično ni bilo. To ni bilo težko delo. Zaposleni smo bili takrat samo 3 in tajnica in ni bilo šanse, da si pisal študijski program na zaposlene, ki si jih imel pri roki. Se pravi, pisali smo študijske programe neobremenjeni, izključno za odlične kompetence študentov in seveda računali na tuje profesorje, ki so nam takrat izjemno pomagali. Mimogrede, danes zjutraj sem dobil čestitko profesorja Kaza, tudi našega zaslužnega profesorja, ki je v slovenščini napisal vse najboljše. Tako da to naj velja tudi za univerzo. Ne bi šlo seveda brez podpore ustanoviteljev inštituta Jožef Stefan, takrat predvsem, kar se je dotikalo raziskovalne infrastrukture in ko smo nekatere stare inštrumente prestavljali iz inštituta, upam, da direktor ne bo šel gledati, če smo čisto vsak vijak vrnili od takrat, so nas nekateri zlobneži zašpecali, da krademo na inštitutu. Ampak iz tega je nastal pomemben laboratorij za optotermično spektrometrijo, lasersko kemijsko analizo, če poenostavim, ki je bil temelj kemijske analize na področju okolja, kasneje se je razvil tudi v področje biomedicinskih raziskav in bioanalitike in se je še uvršča med, bom rekel, lahko 3 svetovne vodilne laboratorije z tega področja.
Lepo se je spomniti leta nazaj, tudi če se uspemo udeležiti kakšne podelitve doktoratov, ko smo leta 1999 podelili prvi magisterij in prvi doktorat, je bilo treba spisati protokol in ta isti protokol se uporablja še po največ 30, no 4 leta manj, tako da to človeku kar neko toplino ulije. Zdaj seveda za vse te dosežke je bilo treba, mislim, ogromno dela, ogromno napora. Osebno sem motivacijo in pa predvsem moč črpal iz športa, ki sem mu posvetil prvi del mladosti, bom rekel, preden sem se posvetil akademski dejavnosti. In tam je recept zelo preprost. Če želiš premagati konkurenco, moraš delati več. Moraš biti motiviran in nenazadnje drzen. In če bi lahko karkoli rekel za univerzo v preteklih 30 letih, bili smo drzni, nismo se skrivali v udobje, dajmo reči, pravno formalnih okvirjev, ampak smo hodili po robu, včasih tudi čez rob. In zgodovina pravi, da samo tisti, ki si drznejo iti čez rob, premikajo meje. Bilo mi je veliko čast sodelovati pri tem. Zahvalil bi se vsem kolegicam in kolegom, ki so mi v teh letih tudi stali ob strani, predvsem pa za priložnost, ki mi je dala univerza. Vse najboljše, univerza, in srečno še naprej. Koncepti standardnega modela preverjene teorije osnovnih delcev so integralni del človeške kulture. Ta predlog slovenskega predstavnika, da je teorija standardni model tako močno eksperimentalno preverjena, sprejeta in poučevana, da jo je treba smatrati za del globalne kulture, je požela odobravanje ostalih predstavnikov skupine in je zapisana v dokumentu Evropske strategije na področju fizike delcev, nastale leta 2020 v CERN-u. Univerza je skupek študentk, študentov in zaposlenih, ki sodelujejo pri predajanju in ustvarjanju novega znanja in umetnosti. Povezava študija in raziskovanja, poučevanja in odkrivanja, akademska svoboda, avtonomija univerz, so ideje poimenovane po Wilhelmu von Humboldtu, pruskemu akademiku in državniku iz konca 18. in začetka 19. stoletja. Njegov brat, Alexander von Humboldt, pa je izrekel: vsako znanstveno odkritje ima 3 stopnje. Najprej ljudje zanikajo, da je resnično. Zatem zanikajo, da je pomembno. Na koncu pa odkritje pripišejo napačnemu človeku. Laboratorij je nepogrešljiv del univerzitetne infrastrukture. Brez laboratorija je znanstvenik kot vojak brez orožja, pravi Louis Pasteur. Težava življenja je, da znanost ustvarja znanje hitreje, kot družba pridobiva modrost, pa je povedal Isaac Asimov. Znameniti pisec znanstvene fantastike nas opozarja na družbeno odgovornost znanosti, katere večina bremena pa odpade, če poskrbimo, da znanstvena dognanja pripadajo celotnemu človeštvu. Ura se včasih prične ob uri, včasih 15 minut po uri, včasih traja 60 minut, včasih pa 45 minut. Ali kot pravi pisateljica Rowling, avtorica Harryja Potterja, to je nenavadna reč. Toda kadar se nečesa bojiš in bi dal vse, da bi se čas upočasnil,
ima ta neprijetno navado, da se še pospeši. Res je, da je vaša teorija nora, a ne dovolj nora, da bi bila resnična. Te besede, ki jih je Niels Bohr namenil še enemu velikanu moderne fizike, Wolfgangu Pauliju, na lep način poudarjajo še eno skupno lastnost znanosti in umetnosti. To je drznost. Arheološko odkritje, kost iz Ishanga, izdelana pred približno 20 000 leti in odkrita leta 1950 v današnji Demokratični republiki Kongo, danes prepoznavamo kot najstarejši dokaz človekovih znanstvenih stremljenj. Interpretacija oznak na kosti namreč segajo od preprostih matematičnih operacij do lunarnega koledarja. Kaj je to? Je to umetnost? Je to kultura? Spoštovane dame, spoštovani gospodje, napočil je trenutek, da razglasimo prejemnico najvišjega priznanja Univerze v Novi Gorici. Senat Univerze v Novi Gorici je na seji dne 14. maja 2025 sklenil, da profesorici doktorici Carol Mundell podeli naziv častna doktorica dr. honoris causa za dolgoletno plodno znanstveno-raziskovalno sodelovanje z raziskovalci in raziskovalkami iz Centra za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici ter za izjemne zasluge pri njihovi uveljavitvi v mednarodnem raziskovalnem prostoru. Welcome. Na oder pa vabim tudi profesorico doktorico Andrejo Gomboc iz Centra za astrofiziko in kozmologijo, ki bo prebrala obrazložitev. Hvala. Dober večer, good evening. It is my tremendous honor and pleasure to introduce Professor Mundell. Profesorica doktorica Carol Mundell je mednarodno priznana astrofizičarka, ki raziskuje črne luknje in izbruhe sevanja gama. Od leta 2023 je direktorica za znanost Evropske vesoljske agencije ESA. Profesorica Mundell je diplomirala na Univerzi v Glasgowu, doktorirala na Univerzi v Manchesteru in bila podoktorska raziskovalka na Jodrell Bank Observatory v Združenem kraljestvu in na Univerzi Maryland v ZDA. Tam je proučevala fiziko supermasivnih črnih lukenj in njihovo vlogo pri razvoju galaksij. Leta 1999 se je vrnila v Združeno kraljestvo in je na Univerzi Liverpool John Moores ustanovila raziskovalno skupino, ki je orala ledino pri uporabi avtonomnih teleskopov za takojšnje opazovanja izbruhov sevanja gama, najmočnejših eksplozij v vesolju. Tam je leta 2007 postala redna profesorica. Njena raziskovalna skupina, v kateri so že takrat sodelovali slovenski raziskovalci in raziskovalke, je istega leta prejela nagrado Times Higher Education za raziskovalni projekt leta. Profesorica Mundell je prejela tudi prestižno nagrado Royal Society Wolfson Research Merit Award. Leta 2015 se je pridružila Univerzi v Bathu, kjer je bila ustanoviteljica oddelka za astrofiziko in vodja oddelka za fiziko. Leta 2018 je postala prva ženska glavna svetovalka na britanskem ministrstvu za zunanje zadeve in združenje Commonwealth ter prva mednarodna znanstvena odposlanka v uradu za zunanje zadeve, združenje Commonwealth in razvoj, kjer je delovala do leta 2021, ko je bila izvoljena za predsednico britanskega znanstvenega sveta. Maja leta 2023 je postala direktorica za znanost Evropske vesoljske agencije. Profesorica Mundell od leta 2002 neprekinjeno sodeluje z slovenskimi astrofiziki in astrofizičarkami
in je objavila številne znanstvene članke v soavtorstvu z raziskovalci in raziskovalkami iz Centra za astrofiziko in kozmologijo Univerze v Novi Gorici. Pomembno je prispevala k večji mednarodni prepoznavnosti Centra za astrofiziko in kozmologijo leta 2016, ko je Univerza v Novi Gorici organizirala prvi simpozij Mednarodne astronomske zveze v Sloveniji z naslovom New Frontiers in Black Hole Astrophysics, natanko eno leto po prelomni z Nobelovo nagrado nagrajeni prvi neposredni detekciji gravitacijskih valov, ki so nastale ob zlitju dveh črnih lukenj. Profesorica Mundell je s svojim strokovnim znanjem pomembno prispevala k temu, da je Center za astrofiziko in kozmologijo dobil to prestižno priložnost in je delovala kot predsednica znanstvenega organizacijskega odbora simpozija. Profesorica Mundell je bila članica številnih nacionalnih in mednarodnih strateških in nadzornih odborov, med drugim upravnega odbora Britanskega sveta za znanstvene in tehnološke zmogljivosti in panelov Evropskega raziskovalnega sveta IRC za področje vesolja. Na UNG, na Univerzi v Novi Gorici, smo bili počaščeni, da je bila vse do prevzema sedanje funkcije članica upravnega odbora našega evropskega projekta SMESH, katerega osrednja tema je uporaba strojnega učenja v znanstvenih raziskavah, vključno z astrofiziko. In ne nazadnje, profesorica Mundell je glasna zagovornica enakosti in raznovrstnosti v znanosti, vrednot, ki so zelo pomembne tudi na Univerzi v Novi Gorici. Najlepša hvala profesorici in pa seveda, spoštovani rektor, vabim vas, da profesorici doktorici Carol Mundell podelite naziv častna doktorica Univerze v Novi Gorici. Congratulations, and dear professor, may I kindly invite you to deliver the words of thanks? Well, if I may, in English, I would like to first of all say a deep thanks to the University of Nova Gorica. Dear Minister, dear distinguished guests, dear rectors, excellencies, colleagues, friends and family, I find it difficult to express how touched I was when I first received the letter inviting me to accept this high honour. And the reason is twofold. First of all, when I think back 20 years, when I first began to collaborate with Slovenian scientists, and we were young, and many of us had babies that were sleeping through the night, as we woke up to catch the birth cries of new black holes. We pioneered autonomous robotic telescopes. We were really pioneers of advanced artificial intelligence without yet knowing the names for it. And we made some deep fundamental discoveries. And dear Minister, we did it on a shoestring budget, but I would say that more money would have helped. But it was a thrilling time, and we began at a time in Liverpool when we did not have a reputation in that research field. Clever, bright, committed young people came together. We had a dream, and it was a bold dream. And that bold dream was to make fundamental discoveries in the nature of the universe by developing advanced technologies in order to do that, and we succeeded. And my dear friends and colleagues now at the University of Nova Gorica, I see that energy in the center of astrophysics and cosmology, which is strategically put together. Not only are the members world leading in their own right today, but I see a very exciting future for that center, because the nature of astrophysics, astroparticle physics and cosmology, and the leadership of each of those members in international facilities, big technologies that no one country can do alone, promises that this center, this energetic and young university, will stand on the brink of new breakthrough discoveries in the future. And the reason that they will be successful is because the culture of respect and kindness that they show to one another, that they share with their students, is really the foundation of the humility that one needs to be a good scientist. And the reason that that is important is because in today's current climate,
as the public trust in science and scientists, in some places in the world, stands under threat. Scientists with a bold vision to push the frontiers of knowledge, to do so with humility and rigor, really are the foundation of modern progressive safe societies and good citizenship. And I see that throughout the University of Nova Gorica, and I also see that in Slovenians' ambition to join the European Space Agency. And I think bringing those together this year, the 50th anniversary of the founding of the European Space Agency, 11 founding members came together and merged the European Launch Organization with the European Space Research Organization. We see that science is the backbone of the European Space Agency. And now with Slovenia, we have 23 member states, each of them diverse and different in their own way, each of them with an equal voice in our agency. And when I look at my science program that I lead on behalf of our European member states, I have 23 countries that I have to bring together to agree. And you can imagine the diplomatic and political challenges of that. So, Minister, I don't know if you will join us for the ministerial conference in Bremen in November. I hope so, or maybe one of your colleagues. But when your Prime Minister came to Paris to celebrate the full membership of Slovenia in the European Space Agency, I looked around at our council delegates who represented the other 22 member states, and what I saw was a new spark. Slovenia came with ambition and energy, clearly expressing the power of science to drive innovation and benefits of society, both economically, both safety, both security, and most importantly, inspiring the next generation. And I saw in that room the energy of your Prime Minister expressing the ambition of this new, young country joining our European Space Agency family. I saw the other delegates wake up and be reminded of the importance and the excitement of being in this family, the only international, multilateral, intergovernmental space agency. Every other space agency in the world delivers to national objectives. And as we look to the future, I look at my son who's sitting here supporting me tonight. I personally, as a mum, do not want to see unbordered space wars. That's not the future for our planet. I don't want to see our planet burning up. And the leadership here, the founding leadership of the University of Nova Gorica in environmental science, fundamental breakthrough science that then tells us how to live better lives and protect the only planet that we can call home. So together, I know we have challenges ahead in this difficult geopolitical climate, but I'm incredibly inspired by the energy and the commitment that I see here in Nova Gorica at the local, the border, no border outside here, the local, regional, national and international level. International leadership starts with local excellence. I think it's marvelous that political representatives are here, that academic representatives are here, that other countries are here. And today, I celebrate our 50th anniversary ESA. I celebrate my personal friendships with our collaborators here in the room, and I give my deepest and warmest congratulations to the University of Nova Gorica for the next 30, 300 or 3,000 years. Thank you very much. Congratulations. Congratulations. Congratulations, and to many, many sparks in the future. In nazadnje podeljujemo še eno izjemno pomembno nagrado. Senat Univerze v Novi Gorici je na seji 14. maja 2025 sklenil, da profesor dr. Joachim Nih prejme naziv častni doktor, doktor honoris causa, za izjemen prispevek k razvoju fizike visokih energij v Sloveniji, tudi na Univerzi v Novi Gorici, za uveljavitev slovenskih raziskovalcev na tem področju v mednarodnem prostoru ter za prispevek k razvoju eksperimentalne fizike osnovnih delcev. Nagrajenca ob svečani akademiji danes žal ni fizično tukaj z nami v dvorani, se nam je pa že pridružil nadaljavo in naj vam zaupam, da ima profesor častni naziv že v varnih rokah približno dober teden, kaj ne, vse od 18. septembra, ko nas je obiskal na Univerzi v Novi Gorici. Zdaj pa je čas, da mu seveda predamo besedo. Professor Dr. Nih, congratulations on all your work and on receiving this title. We would be honored, of course, if you give us a few words.
Hello, thank you very much. Dear Minister, directors, dear distinguished guests and colleagues, first of all, thank for the invitation to be at least virtually at your event today. I have to apologize that I cannot be in Nova Gorica today, but there is important business here at CERN in Geneva. However, I could spend a few days last week in your city, and I'm very honored. I'm really very honored by the distinction of the honorary doctorate that was awarded to me. I'm grateful to the university, and I'm particularly, of course, grateful to the Rector Golob. It is an immense honor for me, and my visit last week was also a big pleasure. I enjoyed it very much. Thank you again for the hospitality. Now, I guess you know that Slovenia and CERN are collaborating already for a long time. Josef Stefan Institute, Vega Center in Maribor, other universities and institutions, and also companies provide very valuable contributions to our scientific and high-tech project. As you also certainly know, that Slovenia has last summer, just a couple of months ago, it became the 25th CERN member state. So highly recognized, you are now a highly recognized full member of the CERN family. I'm particularly proud that I was a member of the task force that visited Slovenia last year, and then reporting on our findings to the CERN Council. Dear Minister Papic, you might remember the very constructive discussions that we had the task force in your office. Of course, I'm also looking forward to the future, to our collaboration in future. Your country and your universities and institutions do have the capacities to advance fundamental science in collaboration with CERN. And in particular, I'm impressed by the many young, talented, and highly motivated people that I met in your countries. I would like to thank you again for very much for honor that you give to me. And again, I apologize that I cannot be with you today. Thank you very much. Thank you very much, Professor Dr. Mnih, and greetings to CERN. Thank you. In tako, spoštovane in spoštovani, s podelitvijo častnih nazivov, dragi gostje in gosti, nagrajenke in nagrajenci, se zaključuje tudi formalni del slovesnosti. In naj ga zaključim v barvah Univerze v Novi Gorici, torej z modrimi besedami častne doktorice Mandel. Znanost nam pomaga ubežati dogmam, kadar so politična stališča zakoreninjena. Je motor človeškega napredka in prispeva k boljšim političnim odločitvam. Na znanost torej in vse na raziskano, kar nas še čaka tam zunaj. Hvala, da praznujete z nami. Vsi spoštovani gostje vljudno povabljeni na skupinsko fotografiranje na Trg Evrope, tudi simbolično, in seveda pogostitev in druženje ob dobri glasbi. Srečno!